Čeprav so motoristi na cesti že skoraj več kot 2 meseca, jih po besedah pripadnika motorističnega kluba Freeriders vozniki štirikolesnih jeklenih konjičkov še vedno ne opazijo. Nesramno bi lahko rekel, se pravi, menjavajo vozne pase brez nakazila smeri, zavijajo sem tja brez blinkerov, to je nekaj povsem normalnega in bom rekel, zelo redki so tisti, ki dejansko vidiš takoj, da te opazijo, se ti vljudno umakne na skrajni desni pas in počaka, da greš mimo. Tako po podatkih policije največ smrtnih primerov motoristov zakrivijo ravno vozniki avtomobilov. Kadar je vzrok na strani motorista, pa je praviloma ali pa v veliki večini primerov to neprilagojena hitrost ali pa vožnja preblizu desnega oziroma kateregakoli drugega roba vozišča. Zaradi večje varnosti motoristov že nekaj časa velja nov pravilnik o pridobitvi vozniškega dovoljenja. Neomejena kategorija je tako po novem dostopna 24 in ne več 21-letnikom. Prav tako morajo v avtošoli prevoziti več kilometrov. V samem usposabljanju za vozniške kategorijo A kategorije je seveda velika sprememba, kajti zdaj je potrebnih 22 ur za opravljeno vozniško dovoljenje A kategorije. Prej je bilo 8 ur, kar je bilo bistveno premalo za kandidata usposobiti za na cesto. Zdaj bomo rekel takole, 22 ur lahko res se posvetiš kandidatu, mu daš tiste vrline motoristične, ki jih potem tudi sam lahko uporablja, kajti 8 ur je bilo bistveno premalo, ne? V prometnih nesrečah večinoma umirajo mladi do 43. leta. Po besedah Šuleka del krivde za to nosijo tudi avtošole. Pri nas danes rabiš za opraviti vozniški izpit 22 ur, ki si jih plačal. Zdaj, kakšna je pri tem vožnja, ne vem. V mojem času si dobil L-tablico za 3 mesece in si se lahko dejansko naučil voziti. Lahko si imel že neke določene izkušnje. Zdaj pa vsaka ura je draga, vsak hoče za čim manj urami skozi iti in jasno, da mladi šoferji ne da ne znajo voziti, ne morejo znati voziti. In jaz mislim, da je pač velika kozlarija to, da je obveznih 22 ur, ne pa da bi bilo obvezno znanje. Pokaži znanje, vseeno koliko ur imaš. Sicer pa se je obregnil tudi ob slovenske ceste, ki so v izjemno slabem stanju. Na njih je namreč še od zime ostalo veliko peska, ki je lahko za motoriste smrtno nevaren.